Dobrodošli v podkastu Inspiracija, v podkastu za dušo, ki vam prinaša obilje navdihujočih vsebin. Ustvarjalka in gostiteljica podkasta sem Erika Kralj. Uživajte v poslušanju. Tokrat bi rada spregovorila o kriticizmu, ki je zelo pogosta tema, ko govorimo ne samo o javnem nastopanju, ampak nasploh v življenju, v medosebnih odnosih, v odnosu do sebe, pri izražanju sebe. Če začnem na začetku. Večina nas je bila vzgojena na način in v družbo, ki poudarja kritiziranje oziroma kriticizem kot orodje vzpodbude za napredek. Zato, da se na tak način izboljšujemo. Če vam torej nekdo pove, kaj delate narobe, ali še slabše, če vas kaznuje nekdo za napako, se boste lahko tako izboljšali, popravili in seveda tako napredovali. In tako vse življenje živimo tako, da popravljamo svoje tako imenovane napake, ki pa jih v resnici sploh ni, so samo priložnosti za učenje. Tisto, kar smo naredili prav in dobro, pa ponavadi postane samoumevno oziroma celo nuja, da smo sploh sprejeti v neko določeno okolje, v neko skupnost. In tako se počasi rojeva vzorec: nisem dovolj dober, dobra, nisem popolna, nisem vreden, vredna in tako dalje. Nekateri znajo celo reči, da ni dobro ljudi preveč hvaliti, ker se človek lahko pokvari. Da preveč hvale lahko škodi. Razumem to razmišljanje z vidika napihovanja ega, ko recimo nekomu s pohvalo namerno ali pa nenamerno dvigujemo ego, ampak ko pride pohvala res iz srca, to tudi začutimo. In duša prepozna dušo. Tako se vsi dvignemo. Če pa se vrnem nazaj k kritiki, v svojem življenju sem dostikrat slišala zase: daj ne bodi tako občutljiva, če te nekdo malo pokritizira, saj ti želi samo dobro, da se boš izboljšala, ali pa ne jemlji tega tako osebno, ljudje pač kritizirajo. Ali pa bodi hvaležna, da ti je povedal, kaj si v resnici misli. Zanimivo, da sem se dolgo borila s temi občutki, kaj narediti, kako sprejeti to kritiko, ne da bi me ustavila oziroma da je res ne bi jemala preveč osebno. Ampak ne glede na ostale teorije, kako sprejeti kritiko, sem sama prišla do nekaj spoznanj. In sicer prvo je vsekakor to. Vedno, ko vam nekdo poda kritiko, se vprašajte, kdo jo podaja in zakaj ima sploh potrebo, da jo izrazi. In drugič, kako to kritiko poda. Prisluhnite svojemu telesu, skušajte začutiti energijo človeka, ki vam poda to kritiko. Uporabite intuicijo. Kako se počutite ob njegovi izjavi? Ponižani ali navdahnjeni za nove korake in izboljšave? Se kljub nekaterim opazkam ali pa predlogom, ki jih oseba pove v vas, še vedno počutite spoštovani ali ob tem izgubite voljo, da bi sploh nadaljevali? Bodite pozorni samo na to, ker verjemite mi, pravi ljudje, ki vedo, kaj govorijo in vam res želijo dobro v svojo kritiko, če jo sploh lahko tako imenujem, ne bodo nikoli ponižali, nikoli. Vedno vam bodo kritiko podali v spoštljivem tonu, vi pa boste ob tem ohranili svoje dostojanstvo in resnično razmislili, kako bi lahko nekaj naredili bolje. In še vedno bo na koncu to vaša lastna izbira in ne pritisk drugih. Vse, kar je manj od tega, enostavno ni vredno sprejeti. Vse ostalo lahko samo zastrupi vašo dušo in vas ustavi pri izražanju, pri ustvarjanju, pri delovanju. Ne dovolite si tega. Ločite zrno od plevela. Le tako boste rasli v pravi smeri in ostajali na svoji poti. Vsem ostalim, ki vas svojo kritiko želijo samo zavestno ali pa nezavedno prizadeti, pa odpustite. Skušajte jih razumeti. Večinoma so to ljudje, ki na vas projicirajo svoje lastne frustracije in nezadovoljstvo. Bodite sočutni do njih. Konec koncev se vsi kdaj pa kdaj znajdemo na tej strani. Bistveno pa je, da v vsej tej zgodbi samoizražanja urite ljubezen do sebe. Ko sprejmete sebe v celoti, vam nobena kritika ne bo prišla do živega. Vsaj ne v taki meri, da bi vas ustavila pri izražanju in delovanju. Velikokrat smo namreč najbolj kritični do sebe. In tudi ta vzorec kriticizma običajno nastane že v otroštvu. To je ta naša rak rana. Kriticizem do sebe, ki res uničuje. In tu se spomnim na misel, ki sem jo prebrala že dolgo časa nazaj in večkrat odzvanja v meni,
Ko kritiziramo otroka, nas ta ne bo imel nič manj rad zaradi tega. Nehal pa bo imeti rad samega sebe. Zakaj bi ga torej kritizirali? Zakaj bi kritizirali sebe ali kogarkoli drugega? Odgovorite si na to vprašanje. Vem, da ste že velikokrat slišali, kako pomembno je imeti rad samega sebe, tudi jaz zdaj tole poudarjam tukaj, in da ne morete imeti radi drugega, če nimate radi sebe. In vem, da lepo zveni ta teorija, ki jo je roko na srce včasih kar težko prenesti v prakso in jo zares živeti. Kako imeti rad sebe, ko pa se nam zdi, da je v nas in našem življenju toliko stvari, za katere bi se morali sramovati, se počutiti krivi, biti jezni ali biti v skrbeh, biti v nenehnem strahu, da nismo dovolj dobri, da nismo popolni, da nismo varni, da smo preveč in še bi lahko naštevala. V resnici obstajata samo dve bistveni sili življenja. To sta strah in ljubezen. In vsak trenutek za vsakim svojim dejanjem izbiramo med njima, pa če se tega zavedamo ali ne. Kakšne so posledice obeh izbir, verjetno ni potrebno razlagati, a vse zahteva svoj proces. Tudi ko se učimo ponovno vzljubiti sebe, brezpogojno, z vsemi svojimi tako imenovanimi pomanjkljivostmi, lažje se vzljubimo, ko spoznamo, da v resnici nič ni prav in nič ni narobe, ampak samo je. Vseeno je. Ali vse je eno. Začutite mir in sprostitev ob tem zavedanju. Poslušali ste podcast Inspiracija.